Bilo je ponoči takrat v Gaju nad Mariborom, ko je začelo goreti. Kaj se je zgodilo? To se pravi, v noči nas je presenetil požar, opazil ga je sin, to je bilo nekje po polnoči, z vikom in krikom je prebudil vse, ki smo bili v stanovanjski hiši, presenečeni oziroma toliko nervozni, ko nismo vedeli, kaj se je zgodilo. Videli smo, da dejansko že pada del ostrešja skozi hodnik v stanovanjsko hišo. Imel sem veliko gasilnih aparatov pripravljenih za gašenje. Porabila smo jih z sinom vse v pidžami in to se pravi nepripravljenem stanju smo posredovala v ogenj, ampak žal za manj. V zadnjem momentu smo tudi rešili sinovo punco, ki je še bila v eni skrajni sobi mansarde, tako da je po tistem razpadajočem stopnišču bila izvlečena iz tega požara. Kaj pa gasilci? Gasilci so bili obveščeni z naše strani zelo težko. Stacionarni telefon, ki je bil napajan v stanovanjsko hišo, je v trenutku požara zgorel, medtem ko mobilni telefon pa nima signala. Čez čas smo dobili vezo preko avstrijskega signala in iskali pomoč, to da dobili smo zavrnjen prošnjo, češ da oni ne morejo pomagati. To je bilo klicano na 112. Ker pa nismo verjeli, da je to mogoče, da bi nam oni zavrnili tako pomoč, smo klicali 4-krat, ampak vselej za manj. Na koncu smo dobili vezo z Ptujem, ker ima sinova punca starše. Tam smo prosili, naj oni skusijo poiskati pomoč. Poleg krajevne skupnosti kot takšne pa so se v akcijo vključili tudi posamezni zaselki oziroma naselja. Eno od teh je bilo tudi vašega, ne? Enostavno nisem mogla mimo tega, ker vem, da so naši občani zelo prijetni ljudje in sem vedela, da bodo to stvar oni tudi izpeljali. In odziv je bil zelo pozitiven, zbrali smo kar precej denarja, stvar, ki si jo je gospa pač nekje v tistem gnjevu zaželela, je bil sušilni stroj, kar smo ji ga tudi kupili, preostanek denarja pa smo ji potem namenili za stvari, ki še jih rabijo. Kaj naredi krajevna skupnost v takem primeru? Krajevna skupnost je že naslednji dan, torej po naslednjih urah, ko smo zvedeli za ta primer, organizirali in vsa ta naša društva, kot je Rdeči križ, Brestanica, ta drugi je na Gaju kot takem, to vse spada pod nas, se je to sestalo in začeli so takoj zbirati pomoč v hrani do ostalih artiklov in odprli žiroračun, ki je odprt pri Rdečemu križu v Brestanici in tudi so bila že kar znatna sredstva nakazana solidarnostno od posameznikov, društev, firm in podobno.